Vesel sem, da je v moji družbi Blaž Pongračič, član kabineta Evropske komisarke za mobilnost in promet. Blaž, lep pozdrav. Veliko se danes govori, pa ne samo danes, že zadnjih nekaj let, o mobilnosti, kako se spreminja. Elektromobilnost, pa nove oblike lastništva, pa multimodalnost, se pravi vse zvrsti, ki jih bomo uporabljali, pa seveda tudi avtonomna vožnja. Kako ste pri komisarki v kabinetu pripravljeni na to? Ja, definitivno so zelo zanimivi časi. Zelo je dobro delati v prometu, veliko se dogaja, veliko se spreminja. Je zelo dinamično, zna biti seveda na čase tudi naporno, ampak jaz mislim, da mi se vseh teh izzivov prihodnosti zavedamo in ne samo, da probamo na njih odgovoriti, probamo jih tudi sooblikovati. Predvsem komisarka zelo veliko dela na tej temi, da v bistvu tudi kot Evropska komisarka za promet ne samo, da se druži oziroma pogovarja z evropskimi deležniki, seveda potuje tudi v tujino, ker v bistvu to je le en planet in ga v bistvu skupaj probamo sooblikovati. Se pravi, da Evropska komisija skupaj z državami članicami, Evropskim parlamentom, na koncu evropskimi državljani sooblikuje v bistvu te politike, ki bo v bistvu odgovarjali gospodarstvu in na drugi strani evropskemu državljanu. Nove oblike mobilnosti, predvsem avtonomna vožnja, nam obljubljajo neko obdobje, ko ne bo prometa, ko bo avto pripeljal v mesto, nas pustil v službi, se odpeljal ven in nas potem spet prišel iskat. Je to tisto, kar si na nek način želite, saj s prometom in s prometnimi konicami povezan tudi denar, konec koncev? Se pravi, ja, definitivno po naših ocenah na ravni Evropske unije zastoji povzročajo približno 1 milijardo socioekonomskih stroškov na dan, kar je velika vsota. Je pa avtomatizirana vožnja bo prinesla veliko stvari skupaj z digitalizacijo. Mi se predvsem želimo oziroma pričakujemo veliki upad prometnih nesreč, s tem upad smrtnih žrtev, upad težko poškodovanih. Na drugi strani imamo eno veliko grupo naše družbe, ki sedaj je v bistvu odsotna iz vse te mobilnosti. To so starejši, invalidne osebe in v bistvu njim bo ta preskok tudi veliko pomenil, ker bodo sedaj lahko enakopraven del družbe. In medtem, ko govorite pa recimo o prometu, ja, mi si želimo, da bi to pomenilo tudi bolj učinkovit promet, da ne bi bilo toliko zastojev, ampak na drugi strani v bistvu ne vemo, ne vemo še, kaj bo digitalizacija prinesla. Kaj lahko pričakujemo v prihodnosti? Verjetno že zrete naprej. Recimo Bill Gates je nedavno objavil, da bo naredil svoje pametno mesto od začetka. V arabskem svetu je to že poznano. To je lažje pri ustvarjanju pogojev za avtonomno vožnjo, recimo za nove oblike mobilnosti. Kaj pa lahko pričakujemo tu pri nas? Bo zakonodaja posegla v to, da bomo vozili bolj zeleno in brez nesreč? Pri nas mislite Evropska unija ali Slovenija? Evropska unija in seveda znotraj tega tudi Slovenija. Mislim, da bo to v bistvu mora iz obeh strani prijeti, moramo zagotoviti in da bo potreba potem in da bo in da bo dovolj oskrbe s tem, da se to zgodi. V bistvu definitivno Evropska komisija se trudi, da bi naredil promet bolj, da bi razogljičila promet, da bi ga naredila bolj zelenega. In mislim, da s časoma predvidevam, da s tem trudom bo tudi elektromobilnost in druge oblike nizkoogljične mobilnosti bolj cenovno dostopna tudi do prebivalstva. In ko bodo oni videli, v bistvu, koliko je to dobro in za njihovo zdravje in kvaliteto življenja nasploh, da bodo tudi sami potem šli na to. Prihodnje leto bo leto multimodalnosti. Kaj lahko pričakujemo iz kabineta? Iz kabineta prije komisarka bo v maju, aprilu objavila 3. mobilnostni sveženj, ki se bo fokusiral na to temo, tudi na avtonomno vožnjo. Več bomo tudi poudarka v našem delovanju, v bistvu, kako omogočati multimodalnost in kako to ga narediti še bolj popularnega in v bistvu bolj varnega in tudi bolj kako se reče, acceptable for citizens. Se pravi, da ljudje sprejmejo samo. Ja, da to multimodalnost, ja.
pravi, vse sloni na tem, da se bomo odrekli lastništvu svojega avtomobila in se preizkusili tudi, kot je prej profesor Koželj rekel, recimo na kolesu? Ja, definitivno.